No tako, spoštovani mladi otroci, kar naprej stopite tleke, da boste naredili en lep vtis za spomin na Primoža Trubarja. Kommen Sie hier. Sie können hier einen Druck für die Memorium für die unsere Primož Trubar haben. Kajti Primož Trubar je bil tisti, ki nam je Slovencem natisnil prvo slovensko knjigo. Primož Trubar je drugt die erste Buch in slovenische Sprache. In zato vam jaz govorim tudi slovensko, da slišite slovenski jezik. Darauf mein Master spricht in slowenische Sprache, dass Sie können hören slowenische Sprache. In da se boste naučili dve slovenski besedi. Dober dan. Und dass Sie können lernen zwei slowenische Worte. Dober dan, das meint guten Tag. Tako. Zdaj pa kar teleke mojemu pomočniku, da se boste zmenili, da boste vtis naredili. Kar brez mapci, da je samo vtise. Aha, gut. Und jetzt, wo will die erste Druck? Wo wollen Sie? Du? Komm hier. Komm hier. Bodite toliko prijazni, da od tistega, ki dela, vzamete tisto, kar ima v roki. Kajti rabite obe prosti roki. Ja, Sie brauchen zwei Hände. Zwei freie Hände. Zwei freie Hände, ja? Gut. Zum ersten ein bisschen Farbe. So. Handgeschichtspapier. Ja? Einstellen. Und bitte hier standen. Mit den Händen dies und zu dem Ende. Weiter. Zurück und zurück. Sehr gut. So. Ein paar Minuten nicht anfassen, dass es trocknet. Okay? Nächste. Gut, wir können gehen in die Ordnung. So. Jeder Mann will drücken, okay? Nein. Hier standen. Das und zu dem Ende. Hände zu dem Ende. Zurück und zurück. Gut. Okay, weitergehen. Hände zu dem Ende. Zurück und zurück. So, sehr gut. Professionelle Drucker. Jahre ist 500 Jahre, 500. Geburtstag von unserer Primož Trubar. So, Ende und zurück. Und zurück. Sehr gut. 3 Minuten. Ja. Ende und zurück. Gut. 3 Minuten nicht anpassen. Gut. Sebastian. Was? Bastian. Ja, das ist die Druckfarbe. Druckfarbe. Aber Druckfarbe ist moderne, nicht? Das ist nicht die Farbe, dass die Leute... Tako, eno veliko veselje na čast manj je, da lahko pozdravim teleke šolsko mladino, katera ne bo seznanjena za zgodovino slovenskega naroda. Kajti Primož Trubar, kateri je tudi deloval v tem kraju, je prvo slovensko knjigo napisal v deželi Nemški in jo potem prešvercal v deželo Kranjsko. In seveda mi smo danes za Manufakturo Mojster Janez in pa seveda s protestantskim društvom Primož Trubar na poteh od Ljubljane, Nürnberga, Rotenburga, Tübingena, Reutlingena, Deredingena, Baturaha in pa zaključimo poslovanje v Kemptnu. Vesel sem, da smo lahko za ta projekt tudi pripravili določene odtise, katere bomo tudi razdelili. Med drugim je tudi molitev v nemškem in pa slovenskem jeziku, katero bojo dobili obiskovalci pred sveto mašo. In pa seveda veliko veselje mi je, da lahko pokažem tudi prvo slovensko knjigo Abecedari, katero je Primož Trubar natisnil v Nemčiji in seveda jo tudi pripeljal v deželo Kranjsko. In iz te knjižice se je pred 450 in še nekaj leti slovenski narod naučil pisati in brati. In v tej knjižici je dejal:
Ljubi Slovenci, to je eno kratko poučenje, s katerim se boste lahko pisati in brati naučili. In seveda, kot vidite, s tem projektom smo predstavili deželo Kranjsko in pa zgodovino. In pa seveda v čast Primožu Trubarju, katerega sem ovekovečil tudi na ročno izdelan papir velikosti A4 formata, katerega se obiskovalci lahko tudi na tej stojnici pridobijo. Za popestritev vseh obiskovalcev tukaj v tem mestu smo pa pripravili stiskalnico in pa seveda današnji datum in pa lik Primoža Trubarja, tako da se bo ovekovečilo in pa tudi dalo zapomniti, kaj se je pred 500 leti zgodilo, kajti rodil se je Primož Trubar in seveda letos praznujemo Trubarjevo leto, to se pravi 500-letnica Trubarjevega rojstva. Povedal bi še to, da v Sloveniji se veliko kulturnih dogodkov dogaja in veselje mi je, da lahko po vseh šolah, po vseh prireditvah nekako promoviram in pa tudi govorim o Primožu Trubarju, o delu, katerega je naredil in seveda v veliko veselje mi je, da je tudi vse skupaj zbrano v knjigi. V tej knjigi je zbrano praktično vsa popotovanja Trubarja in tukaj je Trubarjev album Romanje z Trubarjem. In seveda v tej knjigi je dejansko vse od A do Ž gospod Glavan obdelal in ponosen sem, da imam to knjigo v svoji zbirki in upam, da mi bo pripomogla še veliko spoznanje, kajti marsikatero stvar, katero je tukaj zabeleženo noter, še ne vem. Kljub temu, da veliko stvari poznam in jih obvladam, pa veliko stvari je takih, ki so še nove. Kajti 450 let prve slovenske knjige in pa 500 let Trubarjevega rojstva ni majhna stvar in to sem si zaželel, da bi res ovekovečil na tak način, da bi se tudi rodovi naprej spominjali, kako in kaj je slovenski narod užival lepote slovenskega jezika in pa seveda tudi trpljenje, katere se je dogajalo v tistem času. Kajti s tiskarstvom, ko se ukvarjam, vidim, kakšne težave in problemi so v današnjem času in kapo dol tistim tiskarjem, ki so v tistem času s takimi mojstrovinami počeli in izdajali take listine. Toliko bi zaenkrat imel povedati v deželi Kranjski in pa seveda o Primožu Trubarju. Kapo dol!